Resolucija z naslovom Družba svobode in odgovornosti je naslednji logični korak v delovanju SDS. Svojo bogato dediščino boja za pravičnejšo družbo postaja stranka, ki tudi v času najtežjih preizkušenj še vedno ohranja in v sebi združuje vse tiste vrednote, ki osmišljajo njeno poslanstvo v družbeno-političnem prostoru in ki jih goji že vse od nastanka samostojne države dalje. Resolucija odraža, kako se stranka uspešno prilagaja družbenim spremembam ter izzivom, ki jih zahteva in ponuja 21. stoletje, a hkrati ohranja svojo prvobitnost ter skrb za slovenski narod in trajnostni razvoj znotraj skupne evropske družine. To se danes kaže tudi skozi to, da je stranka SDS najštevilčnejša in ena trdnejših strank v slovenskem političnem prostoru, ki iz vsakega izziva izstopi še močnejša in še bolj odločna nadaljevati svoje poslanstvo. Tudi v prihodnje bo tako spodbujala medsebojno spoštovanje, sodelovanje in dialog. Slovenska demokratska stranka še danes črpa svojo intelektualno in vsebinsko moč iz dejanj in razmišljanj različnih velikih osebnosti, ki so ključno zaznamovale proces osamosvajanja in demokratizacije slovenske države. Dr. Jože Pučnik je kljub vsem krivičnim ravnanjem takratne enopartijske oblasti, ki mu je med drugim odvzela pravico do izobraževanja in celo lastno svobodo, ohranjal optimizem in moč v to, da je mogoče doseči spremembe, ki bodo vodile v svobodno in pravično družbo ter družbo vladavine prava. Danes, v času največje ekonomsko-gospodarske krize ter tudi krize vrednot, bi Pučnikovo moč, voljo in pravičnost še kako potrebovali. Svoboda, človekovo dostojanstvo, solidarnost, pravičnost, domoljubje ter pozitiven odnos do okolja predstavljajo središčne vrednote Slovenske demokratske stranke in so tiste, ki nas povezujejo in ohranjajo. SDS svojega poslanstva za skupno dobro ni nikoli gradila na kapitalskih mrežah in elitah, temveč na lastni samozavesti, ki izhaja prav iz teh vrednot. Slovenska država je pred končnico, ko se bo morala odločiti, ali bo šla po poti popolne razgradnje države, ki se zrcali tudi v krčevitem upiranju posameznih strank koalicije sprejetju zapisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo, ali pa bo odločno stopila na pot razbitja monopolov in mrež, ki že vse od osamosvojitve dalje hromijo in zavirajo normalen razvoj države. SDS je stranka, ki je organsko rasla. Ni nastala čez noč, tako kot nekatere druge ad hoc ustanovljene stranke, ki jih ne povezuje tradicija v vrednotah, temveč predvsem interes po ohranjanju privilegijev ozkih skupin in elit. Slovenska demokratska stranka je odprta, sodobna stranka, ki v sebi združuje pripadnike vseh generacij. Spoštuje preteklost, obenem pa ima pogled usmerjen v prihodnost. Še posebej pa se zaveda realnosti in izzivov sedanjega časa, ki zahtevajo in pričakujejo vsebinske rešitve, predvsem pa konkretna dejanja. Ta se kažejo tudi v sprejetju ključnih reform, ki potrjujejo učinkovito in dobro delovanje vlade Janeza Janše. Resolucija Družba svobode in odgovornosti med drugim ponuja smernice razvoja slovenski družbi, ki trenutno tava. Tudi SDS nosi odgovornost, da zopet najdemo pot. Vsi skupaj nosimo odgovornost, da jo najdemo.